boste glede cepljenja malo mogoče okrog teh cepiv povedali, okrog AstraZeneca, če se kakšne novosti glede prebolevnikov in vsega tega povedala. Torej, česa posebnega v zvezi cepivi pravzaprav ta hip ni. Kot veste, imamo sedaj na voljo v Sloveniji 4 cepiva, 2 mRNA, 2 vektorski. Nimamo posebnih omejitev glede starosti pri njihovi uporabi. In cepljenje pač poteka zaenkrat tako, da izbira cepiva ni možna, ker cepiv enostavno ni dovolj. Novosti, ki se obetajo v prihodnje, so cepiva, ki ne bi bila registrirana mogoče po poletju, zlasti proteinsko cepivo CureVac in pa še eno, torej Novavax, pa še eno mRNA cepivo je tudi sorazmerno blizu uporabi. Glede cepljenja prebolevnikov so sedaj objavljene že kar raziskave, več raziskav, ki kaže na to, da je imunski odgovor zadosten že po enem odmerku cepiva, če je bolnik bolezen prebolel. V bistvu si lahko to predstavljamo, da bolezen pomeni en stimulus za nastanek imunskega odgovora in potem sledi še druga doza v obliki cepiva. Kar je seveda ugodno za tistega, ki je prebolel, ker se mu ni treba dvakrat izpostavljati tem reakcijam cepiva in ima na ta način tudi podaljšano zaščito nekaj časa s prebolelo boleznijo in potem še naprej s cepivom. Zdaj, tak pristop ima vsaj po objavi začetka aprila poleg nas še 7 evropskih držav po poročilu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni. Medtem se je za tak pristop odločila tudi Nemčija. In obstaja pa še vedno seveda problem tega dogovora med državami, kako se potem tako cepljenje priznava. Ti dogovori, kako se bo to priznavalo za prehod meje, še potekajo. Kot je razvidno iz teh osnutkov evropskih dokumentov, bi se to moralo smiselno upoštevati, pač glede na to, kaj v eni državi šteje za precepljenost, potem tudi v drugi in recipročno, ampak kot vem, na mednarodni ravni ti dogovori še potekajo. Zdaj, enako je rekel tudi dr. Ihan včeraj, da v bistvu študije že obstajajo, zdaj čaka se samo na zeleno luč strani vlade. Mogoče lahko napoveste, kdaj približno bi se dalo zeleno luč, da bi se prebolevniki, se pravi, lahko cepili samo z enim odmerkom in se to pač veljalo, da so cepljeni z 2. Pa po kolikšnem času, a ne? Ja, pa po kolikšnem času. Torej, predlog skupine že prejšnji teden je bil, da je smiselno cepljenje takoj, torej pred iztekom 6 mesecev, ker pa zaščita očitno traja še malo dlje po preboleli bolezni, seveda ne pa neskončno dolgo, je pač odločitev, da pa če mine 8 mesecev po preboleli bolezni, je pa smiselno, da se prebolevnik cepi ponovno z obema odmerkoma, če sta pač 2 odmerka za cepivo predvidena. Ampak da bi pa lahko vlada dala zeleno luč, da bi to bilo enakovredno, recimo... Tega vam pa ne znam povedati. Kdaj, časovno to je stvar dogovora vlade. Okay. Kako pa je s cepivi Janssena? Pa za koga? Zdaj pač to cepivo stoji, v karanteni, če se ne motim. To cepivo je sproščeno, kar se tiče, torej strokovno mnenje je bilo podano že pred mogoče 14 dnevi, takrat takoj, ko je dala zeleno luč Evropska agencija za zdravila, smo se tudi v Sloveniji odločili, da se cepivo uporablja in da se ga uporablja skladno z besedilom registracije pri Evropski agenciji za zdravila. Tako da cepivo bi se lahko že uporabljalo. Za koga? Za katere skupine oziroma... Torej, enako kot vsa druga cepiva, to cepivo nima omejitev, omejeno je samo za ljudi starejše od 18 let, kot v bistvu vsa cepiva, razen Pfizer, ki je 16, brez kakšnih posebnih omejitev in tako kot sem rekla, gre za trenutno ni možne izbire cepiva, torej pravzaprav nek slučajnostni vzorec, kdaj pride kdo za cepljenje na vrsto s posameznim cepivom. To ni posebej določeno. Kako pa je
z dobavo cepiva v mesecu maju. Na NIJZ so nam poslali podatke, kjer za AstraZeneca piše, da ne pride nobeno cepivo v mesecu maju. Kaj je zdaj na tem? Torej, ne vem čisto nič več kot Nacionalni inštitut. Jaz vam ne znam povedati o tej logistiki cepljenja dosti in o nabavah cepiva, kot je tudi meni znano, pač kot so sporočili iz Nacionalnega inštituta, so dobave cepiva AstraZeneca zelo nesigurne, tako da se na njih ne računa ta hip, oziroma da se dela to kalkulacijo, kako bo cepljenje potekalo, samo na podlagi predvidenih dobav drugih cepiv. Kako bo potem z drugim odmerkom? Če v maju ne bo prišlo nobenega cepiva? Torej, drugi odmerek se lahko pri cepivu AstraZeneca zamakne. Ja, ampak takrat bo recimo 12 cepivov. Ja, lahko se zamakne še za daljši čas. Cepivo AstraZeneca je pravzaprav, to sicer ni uveljavljeno, ampak podobno kot cepivo podjetja Janssen, nudi že zelo dobro zaščito pri enem odmerku. Tako da zamikanje čez 12 tednov, recimo na 14-16 tednov, ne prinese kakšne bistvene spremembe. Samo zanimivo je, da države ne priznavajo, recimo Hrvaška, prvega odmerka. Ne? Se pravi, ljudje, ki bojo cepljeni. To je že v tem, kar sem prej omenjala, tudi pri prebolevnikih, pri enem odmerku. To je tudi ena stvar, ki jo je treba doreči. Verjetno bi bilo to pametno doreči prav na neki bilateralni, kot se reče, državni ravni, zato ker iz besedila ob registraciji pri Evropski agenciji za zdravila je čisto jasno razvidno, da je zaščita nastopi 3 tedne po prvem odmerku, in to tudi upoštevamo pač pri teh recimo določilih v Sloveniji. Tukaj bo treba, jaz mislim, da bo tudi Hrvaška zainteresirana. Ne vem, kako imajo to pri njih urejeno, ampak da bo to pač pogoj za prehajanje meje. Tisto, kar je dejanska zaščita, to je treba upoštevati. Imajo oni AstraZeneca Hrvatje, če sploh cepijo z njo? Mislim, da ja, ne vem. Razmišljanja potem ne grejo v smer, da bi za drugi odmerek uporabili Johnson & Johnson, ki je tudi podobno. Ne, to pa sploh ne, zato ker pri cepivu Johnson & Johnson je potreben samo en odmerek in nima smisla potem kombinirati. Na ta način mi lahko počakamo nekaj tednov na drugi odmerek AstraZeneca in so ljudje sorazmerno dobro zaščiteni z odmerki Janssena, ki so na razpolago, pa je pametno cepiti druge osebe. Kaj pa, če sploh ne bo več te AstraZeneca glede na to evropsko tožbo, ki se pripravlja in bo pač preprosto? Težko vam rečem, kakšna bo potem odločitev, ali bo odločitev, da se morda ostane celo pri enem odmerku cepiva. To bi bila ena od možnosti, ki zaenkrat strokovno še ni zelo utemeljena, ampak obstajajo razmišljanja v tej smeri. Težko vam rečem. Še glede cepiva Moderne, zdaj v Zdravstvenem domu Ljubljana so danes, mislim, da napisali obvestilo, da zaradi zamud bodo tisti, ki so bili cepljeni s prvim odmerkom v začetku aprila, to nekako še malo zakasnili. Kaj je na tem? Ne znam vam pojasniti, ne vem, kaj se dogaja. V vsakem primeru lahko drugi odmerek, tudi pri cepivu, recimo Pfizer-BioNTech, smo o tem aktivno razmišljali, pa se potem nismo odločili, drugi odmerek zamaknemo, kar ne povzroči nobene spremembe pri končnem rezultatu. Samo v tem vmesnem obdobju je človek nekoliko slabše zaščiten, malo daljši čas, ker pri mRNA cepivih sta dejansko očitno potrebna 2 odmerka. A lahko še glede samotestiranja učencev, dijakov, danes smo slišali, da je NLZOH prižgal zeleno luč testom, torej so dovolj dobri. Imate mogoče kakšne informacije, kdaj bi se lahko učenci začeli samotestirati? To je stvar, se veste, organizacije Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, tako da to vam ne znam povedati. Kaj pa recimo splošna uporaba? Strokovna skupina razmišlja o tem, da bi mogoče te teste za samotestiranje uporabljali tudi za kakšne druge namene? To je prav gotovo razmišljanje, če že ne strokovne skupine, vsakega od nas posameznikov. Kot veste, nekatere države, konkretno Velika Britanija, je dala na razpolago ljudem teste za samotestiranje. To se nam zdi, to se vsaj meni zdi, ena zadeva, ki nas verjetno čaka in je zelo primerna za prihodnje. Posebej, če bomo želeli ob situaciji, kakršna je, in ob kroženju virusa, ki bo še prisotno,
vzdrževati kar se da normalno življenje, smo na vsak način za to, da se stvari, mogoče ne v tej situaciji, ampak v situaciji, ki bo vsaj nekoliko boljša, bližja recimo avstrijski ali pa italijanski, kjer veste, da se stvari odpirajo, ampak odpirajo po tem principu, ali je nekdo prebolel, ali je cepljen, ali pa ima sveže opravljen test, ki bi ga v bistvu lahko opravil sam. S tem cepivom Janssen je bil kdo že pri nas cepljen ali še Ne vem. Kako pa komentirate dejstvo, da je NIJZ med cepilne centre razdelil Janssen cepivo šele po 2 tednih, če se ne motim, odkar je ima dala zeleno luč in vaša skupina? Ne znam vam povedati, tukaj gre za logistiko delitve cepiva, tako da s tem se jaz resno ukvarjam. Kaj pa mislite, da se utegne zgoditi po teh velikih protestih v petek? Ja, to so ugibanja. Na vsak način nam ni lahko gledati tistim, ki se ukvarjamo z epidemijo in s temi bolniki, kako je veliko ljudi na kupu brez mask. To je težko gledati. Najbrž vsakomor, ki je kakorkoli povezan bil s to boleznijo in s to epidemijo. Tako da to je pač neko tveganje, ne moremo mimo tega. Zato je tudi strokovna skupina, kot veste, predlagala vladi, da se v tem stanju, kot je, kar se tiče epidemije, trenutno v Sloveniji, ob tem virusnem vremenu, vendarle omeji gibanja oziroma zbiranje na 10 oseb. Prav zaradi tega. Torej, če so ljudje dovolj narazen, oziroma če nosijo maske, poznate gotovo ta znani, da tako rečem, eksperiment v Barceloni, kjer je bil celo zaprti prostor, ampak ljudje so bili sveže testirani, se pravi res tisti hip negativni, nekužni, imeli so vsi FFP2 maske. Na tak način se očitno da izvesti sorazmerno varno in na ta način tudi razmišljamo pri tem tako imenovanem kratica mojega kolega PCT, se pravi preboleli, cepljeni, testirani. To je nekaj podobnega, se pravi, ni treba vseh testirati, ker so nekateri preboleli in cepljeni. Če se to dogaja brez tega, se pravi, brez neke barierne zaščite, brez testov, je to na vsak način tvegano, ne moremo mimo tega. Najlepša hvala. Hvala.